possibly our 920th orbit around the Earth. Terabytes of data collected and safely stored in the cloud, awaiting the loading suns to compress and upload the terrain. Loading Suns, razstava Lara Reichman, se posveča raziskavi dejanskega satelita Tere, ki kroži v orbiti okoli Zemlje in meri določene splošne parametre povezane z podnebjem in Zemljo kot tako. In njena fascinacija s tem satelitom je povezana z neizogibno točko, ko ta satelit ne bo več služil svoji nalogi, ko bo dovolj padel izven svoje orbite, da njegove meritve ne bodo dovolj natančne, da bi lahko bile uporabljene. In ta trenutek še ni prišel, je pa predvideno, da čez nekaj let. In razstava raziskuje in preoprašuje v bistvu ravno ta moment, ko tehnologija odsluži. In to počne skozi natančno obravnavo tega tehnološkega pogleda, te podobe Zemlje, ki jo satelit nam podaja, podoba, ki je bistveno sintetizirana, ki je sestavljena iz nešteto različnih fotografij in drugih meritev in potem v bistvu spojena. In na točki, ko ta podoba ni več dovolj natančna, da bi nam lahko služila, se pretvori v bistvu v neko tragično podobo. In Terra, satelit, postane tragična figura na nek način. To be completely fair, the perspective was always very glitchy, ever since the tips of the wings were first caught on the Pigeons camera. Ja, začelo se je s tem, ko sem delala research za svojo magistrsko nalogo in sem se ukvarjala s tem, kateri neka podjetja, ki pač omogočajo tudi satelitske posnetke, sodelujejo z Google Mapsom, se pravi, kako je pač ta neskončni zemljevid Google Mapsa, kako je stičen iz različnih satelitskih posnetkov različnih providerjev. In pol sem tudi začela malo bolj raziskovati cel NASIM program in prišla do neke male novice o tem, kako eden od satelitov, torej Terra, ki že zadnjih 23-24 let kroži okoli Zemlje, je zdaj počasi v zahajanju, kar pomeni, da je v bistvu po vsem tem času je ta rezervoar goriva, ki ga je ta satelit preimel, da je vzdrževal pač pot po svoji orbiti, je pač ga zdaj zmanjkalo in prihaja do konca svojega življenjskega obdobja in v bistvu s tem, ko zgublja na višini, se spreminja tudi nek imagerji oziroma tudi pač drugi podatki, ki jih satelit zbira in bo pač postal neuporaben za NASIM program. In v bistvu to se je mene dotakne na nek zelo na zelo osebni ravni, pač ta ideja nekega umirajočega satelita, ki je v bistvu bil narejen z namenom in celo svoje življenje nekako nabiral podatke o Zemlji in o spremembah na Zemlji in bo šele v trenutku svoje smrti se bo spet najbolj približal pač temu objektu fascinacije, recimo, ker v bistvu pač sateliti, ko stopijo nazaj v atmosfero, zgorijo in to je recimo tudi eden od teh načinov, kako iz teh funkcionalnih orbit tudi odstranjujejo satelite, se pravi, ja, pač zgorijo v atmosferi. In ja, potem sem se pač začela
ukvarjati, malo več s to Tero. Bilo mi je recimo zelo zanimivo, da je ta satelit je začetnik enega nasinga programa, ki ima največjo bazo oziroma najdaljšo bazo podatkov, ki pač so spremljali neke spremembe na pač zemeljskem površju v atmosferi. Mislim, hotela sem potem narediti neko zgodbo, ki mogoče združuje na nek način video, ki združuje po eni strani pač osebno zgodbo tega satelita. Tukaj mi je bila zanimiva pa tudi neka mogoče vzporednica, ki sem si jo jaz pol ustvarila, da če so sateliti kot neka mitološka bitja, ki v bistvu je pač zdaj nek ta network tega remote sensinga, ki noč in dan pač spremlja, kaj se dogaja na Zemlji. In mi je bila pol zanimiva vzporednica z mogoče zgodbo o Ikarju, ki isto pač gre spet za nek človeški poskus, da pač preseže omejitev svojega telesa in se približa Soncu, in tukaj mogoče pač te sateliti tudi ravno obratno, da pač se hočejo približati Zemlji, in ja, se potem pač v trenutku, ko so najbližje, pač jih čaka ta njihov žalostni konec. Our favorite was actually a photo taken by a pigeon. A proto-satellite image then. Ključni element razstave je videoanimacija, ki jo je umetnica pripravila, in ta videoanimacija nas pospremi po tej poti satelita Tere k njegovemu neizogibnemu koncu. Sam satelit je precej enostavno antropomorfizirati, še posebej nemudoma, ko satelit dobi ime, postane skoraj da nekakšna antropomorfna figura, kot naša ekstenzija v vesolju, prek katerega lahko gledamo svet. In bistveno je tu, da je kot figura multipla, torej da jo zaznamujejo njene lastne komponente, in v sami animaciji se to izraža skozi spajanje različnih perspektiv v smislu samih merilnih komponent satelita Tera. Satelit je zelo tehnična stvar, ne? In antropomorfizacija je tu lahko problematična, hkrati pa nam tudi, vsaj v okviru te animacije, je vzpostavljena kot teren, na katerem lahko premislimo določene vidike, ki se tičejo tehnologije, onkraj njene zgolj funkcionalne oziroma pragmatične ravni. In seveda je to tu raven fikcije, nemudoma, ko se antropomorfizirajo glasovi merilcev Tere in ko premišljamo, kakšen je lahko pomen odprave te Tere oziroma ko Tera odsluži. Torej, antropomorfizacija lahko služi kot teren, na katerem premislimo odpravo Tere, kakšen je lahko pomen te odprave, ki v nekem bolj intuitivnem odnosu do tehnologije ostaja skrito oziroma ne tako očitno. Kar mi je bilo tudi eden od pomembnih aspektov videa, je bil tudi, mogoče tudi zakaj ta personifikacija satelita, da v bistvu gre za to vedno za neke zelo poglede, ki se jih smatra kot objektivne poglede od nikoder. In v bistvu mogoče v trenutku, ko se te podatki nabirajo, so objektivni, ampak potem vedno znotraj nekega sistema so pač na tak ali drugačen način postavljeni v nek kontekst, ki pač ni več objektiven. In tukaj v tem primeru je pač šlo pri meni za neko predstavo subjektivnega pogleda satelita, tudi recimo pač, če gre za nek mehanizem, ki načeloma je veliko bolje opremljen za to, da pač vidi neke stvari,
ampak pa spet vprašanje tega, kako si razlagati, kako razumeti to, kar se gleda. In ja, potem tudi pač je rezultat tega, so potem te neke malo fantazijske pokrajine, ki se pojavljajo v videu, kjer jih združujem pač čist neke te elemente gličanja, potem mogoče neko grafične aspekte različnih interfejsov, pa prikazovanje podatkov, se pravi, kako je to predstavljeno v grafih, v nekih razpredelnicah. Ja, in v bistvu vse to pol pač začne graditi ta svet Tere. Ta lik Tere pa je nekako sestavljen iz 5 podkarakterjev, ki so bazirani na 5 različnih senzorjih satelita in v bistvu to potem teh 5 glasov tvori entiteto Tere, ki se potem skozi cel video so nekako naši vodniki skozi ta svet, istočasno pa imajo potem mogoče med sabo neke mini dialoge, spore, ki se skozi dogajajo. Skozi cel video nam govorijo ali pa vmes omenjajo Loading Suns, to je tudi naslov razstave. In v bistvu tukaj gre spet za neko metaforo, recimo, za to, da pač neka ta nevidna struktura, ki obstaja za vsemi temi digitalnimi zemljevidi, pač Google Earth, potem tudi NASA Worldview, pač kako mi dojemamo vse te podatke, da je pač to zelo močno povezano tudi z nekim vprašanjem hitrosti updatanja teh strani, kako se pač te podatki nalagajo in obnavljajo. Kar spet lahko pol pripelje do nekega gličanja. In v bistvu pač znotraj tega Terinega sveta je v bistvu ti Loading Sunsi so prav to, pač ta mogoče hitrost, ki narekuje, kako hitro se ta svet, ki ga Tera konstruira, lahko updata in sestavlja skupaj v vedno neko novo, vedno spreminjajočo se pač podobo sveta. Na razstavi ne gre za neposredno podajanje, torej za neposredno pogled v stanje tega satelita. Kot rečeno, ima fikcija pomembno vlogo, kar pa smo želeli tudi v bistvu posredovati na samem formatu razstave, da ne gre zgolj za projekcijo animacije, temveč je ta animacija posredovana skozi instalacijo v razstavnem prostoru, ki služi kot nekakšen posrednik. Torej nimamo neposrednega dostopa do te realnosti, ampak je ta realnost posredovana, zaznamovana bodisi s fikcijo, bodisi s temi posrednikom, s tem interfejsom, kot je instalacija v razstavnem prostoru. Sama instalacija je bila pač zasnovana na ta način, da gre za neko bolj potopitveno izkušnjo, kjer veliko vlogo igra tudi sam zvok, ki nas v bistvu gledalca pač nekako ne samo da ga pelje skozi celo to narativo, ampak ga istočasno tudi obdaja iz vseh strani, se pravi teh različni glasovi prihajajo z različnih strani, tako kot se mogoče na samem videu menjajo različni pogledi. In ja, lahko se potem na trenutek zdi, da smo situirani v glavo tega mehanizma zdaj. Malo tak skoraj schizofren trenutek. 8 megabytes per second, 28 megabytes per second, 32 megabytes per second, 29 megabytes per second, 21 megabytes per second, 12 megabytes per second. Speaking of time, after many years of orbiting at precisely 705 kilometers above the Earth's surface, we are now drifting, getting closer and closer to the planet.